Ponovno lepo pozdravljeni. Sem Pragit iz izkušnje z zvezdnimi vrati, kot večina že veste. In sem na domu zvezdnih vrat na gori Šasta. Danes zjutraj sem imel še veliko opravil, hitel sem, zato si bom vzel še en trenutek, da se res lahko prisotno oglasim s telesom. Napišite v klepetalnico, od kod ste. Razlog pa ni le, da to zanima mene, ampak da lahko vsi skupaj vidimo, da imamo res izjemno, čudovito globalno skupnost Stargate, ko se nam javljate iz različnih držav sveta. Razumem pa tudi, da vas je kar nekaj, ki morda zdaj spite ali delate in boste kasneje lahko poslušali prevod. Preden sem pritisnil na gumbek Go Live, vas je bilo 2202, ki ste se prijavili na ta prenos, kar je res čudovito. Obenem pa grejo te besede tudi na spletno stran Stargate Experience in v skupino na Facebooku, to je Stargate Akademija. Ljudje ste spraševali, kako lahko to konkretno izkušnjo podelim z drugimi. Iz strani Akademije tega ne morete podeliti, ampak če greste na spletno stran Stargate Experience, tam pa lahko delite te posnetke. Turčija, Čile, Anglija, Sedona, Danska, Italija, kar nekaj vas je iz Italije, iz Rima se javljate, pa Buenos Aires, dobrodošli. Nekaj besed torej želim povedati o internetu. Včeraj se vas je veliko vključilo na prenos z Izabel in mnogi ste rekli, da se vam je prenos zamrznil ali pa je pošel zvok. Naš signal tukaj je zelo močan. To vemo, ker imamo dva različna interneta, torej dva vira. Ashley je v zgornjih prostorih na popolnoma drugem viru interneta. Ona sprejema signal in tudi ve, da gre signal ven iz našega doma Stargate zelo močno. Obenem pa je v teh časih ogromno ljudi na internetu, še posebej v večernih urah, kjer veliko ljudi gleda filme in tako naprej, namesto da bi kot običajno šli ven. Bodite pozorni na to. Internet bo morda sem in tja pošel tudi vam, mi pa bomo vedeli, če je težava z internetno povezavo pri nas, kajti Ashley nas spremlja in potem naredimo, kar lahko, da zagotovimo tekočo povezavo. Luka je povedal, denimo, da je v Italiji internet še posebej težaven in določene objave so v Italiji omejene, torej težko pridejo do interneta, ampak Luka se trudi po najboljših močeh. Danes zjutraj sem bil v naglici. Sinoči sem imel namreč kar nekaj težav pri oblikovanju tega programa na internetu. Dogajale so se različne čudne stvari, ampak končno, hotel sem reči zdaj Alcazar, ampak seveda ne, Julianne mi je prišla na pomoč in vzpostavila ponovno to povezavo s Crowdcastom in tukaj smo. Zato si želim vzeti en trenutek, pa vabim tudi vas, da se samo sprostimo v ta trenutek zdaj
Dihajte vsaj malo počasneje in malo globlje in to bo tudi meni pomagalo, da bom zelo prisoten. In kot sem že dejal, vas je 2200, ki ste se zdaj vključili, pa zgolj na ta konkreten prenos, kar nekaj pa vas zdaj le posluša preko različnih Facebook strani. Več tisoč ljudi je zdaj vključeno prav zdaj, bodi si v živo ali pa preko posnetka. In ko se tako sprostite z menoj, začutite svojo prisotnost v telesu, poskusite vizualizirati in se oglasiti z nekaj tisoč ljudmi širom sveta, ki se povezujejo in vključujejo v to izkušnjo, vsi skupaj. In kot smo že povedali in kot je Alcazar velikokrat poudaril, ko se povežete in vključite preko posnetka, če ste vi prisotni, potem energija, ki prihaja preko teh besed in tisto, kar preko posnetka pove Alcazar, vas poveže, kajti tudi posnetek vas poveže s tem istim hipom zdaj, kjer pravzaprav sploh ni časa v kvantnem polju. Še vedno gledam, kako se javljate. Povejte nam, od kod se javljate. Hvaležni smo za to. Dunaj, Hongkong in tako naprej. Nekaj kratkih opomb sem si zapisal danes zjutraj, o čem bi rad govoril. Danes zjutraj sem se prhal in kar na lepem dobil kar naložene informacije, o čem se mi je zdelo, da bi bilo smiselno govoriti, in to me je navdušilo. Potem pa, ko sem se na hitro česal in oblačil, sem vse to pozabil, kar se nam včasih pač zgodi. In tako morda, ko bom nadaljeval s tem našim druženjem, se mi bo vse skupaj povrnilo v misli. Kot vidite, še vedno nisem čisto popolnoma osredotočen, osredinjen, kar je okej. Zato dovolite le še trenutek. Ponovno bi vas želel povabiti k temu, da se povezujete med seboj, povežite se s prijatelji, z družino, poklepetajte. Bolje nekaj kot nič. Še posebej je to pomembno zdaj, ker nam pomaga vsem, da se povezujemo, pomaga nam dvigniti vibracijo in se ne počutiti izolirano in osamljeno. Včeraj je bil webinar z Isabel Banerus res fascinanten. Veliko vas je bilo z nami. Me dobro slišite? Nihče sicer ni zapisal, da me ne sliši, ampak ugotavljam, da tistega mikrofona, ki ga običajno uporabljam, nisem prižgal. Ampak najverjetneje me slišite, ker nihče ni zapisal v klepetalnico, da me ne. Dobro, odlično, hvala. Torej, napisali ste, da moj zvok lovi računalnik sam. Hvala, da ste mi to zapisali. Včeraj, kot rečeno, smo imeli prenos z Isabel.
In bilo je res neverjetno. Informacije, ki jih je podala o tem, kako se naše telo odzove na konflikt, notranji konflikt in kako se to nanaša tudi na viruse gripe, vključujoč sedanjim, katerega se še vedno trudimo bolje razumeti, je bil ta prenos, torej njene besede, tako posebne, da bo 2 meseca ta posnetek na voljo. Običajno omejimo čas dostopa, tokratni prenos pa bo na voljo, kot rečeno, 2 meseca. Prav tako pa za tiste, ki se trenutno začasno soočate s finančnimi težavami, vam je ta prenos na voljo za $10. Lahko si privoščite torej tega in tistega, ki ga je Alcazar ravnokar omenil, preko naše spletne strani stargateexperience.com. In če pogledate tisti kvadratek online, tam najdete te posnetke. Spodaj na tej strani, za tiste, ki poslušate Crowdcast, pa vidite zelen gumbek, kjer piše: naredimo prostor za globoko hvaležnost. Ostanite z nami prav zdaj, ampak na koncu tega programa, tega webinarja, lahko kliknete na ta gumbek, ki vas bo popeljal na tisto stran, kjer imate dostop do posnetka Naredimo prostor za globoko hvaležnost. Na voljo je brezplačno in razlog je v tem, da smo vam to podarili, ker je hvaležnost nekaj, o čemer Alcazar ves čas govori in to poudarja že vse leto. In globoka hvaležnost je vibracija. In če jo lahko dosežemo, nam pomaga v prvi meri, da smo zelo prisotni in vibriramo v čudoviti energiji. In Alcazar govori o globoki hvaležnosti v povezavi z dejstvom, da ustvarjamo iz trenutka v trenutek energijo, ki se pomika navzven, naša vibracija se širi v kvantno polje, to pa nam odzrcali iz trenutka v trenutek v našem vsakodnevnem življenju, kaj je tisto, kar mi žarčimo. Če smo torej v globoki hvaležnosti, potem žarčimo energije hvaležnosti, globoke hvaležnosti, ko imamo občutek, da smo res radostni in radostijo nas različne stvari v življenju, ki nas povzdigujejo. Ta vibracija globoke hvaležnosti torej, kot pravi, omogoča vašemu aspektu superzavesti, to je vaš resnični jaz, omogoči torej vaši superzavesti, da vpliva na to, kar pritegnete v svoje življenje. Vibracija globoke hvaležnosti torej povzdiguje naše vsakodnevne izkušnje. Alcazar je rekel, da lahko to vadite. Pravi, da je za večino ljudi vaja globoke hvaležnosti pomembna, kajti to je energija, ne le misel, ampak energija. In vibracija hvaležnosti, če jo vadite. Opravičujem se, ker se mi je iz nekega razloga začelo kolcati. No, ko vadite ta občutek hvaležnosti, ne le da mislite na to, ko to vadite, greste lahko še globje in to postane močan občutek, nekaj, kar žarči iz vašega srca. Ta resnična, globoka hvaležnost. Občutek, wow, kako blagoslovljen sem.
Četudi sem tudi sam včasih imel namen, da se bom prebudil in osredotočil na hvaležnost, v mojem vsakodnevnem življenju tega vedno ne naredim. Ampak to, kar pa vendar naredim in opazim, kar mi daje več koristi, je, da ko stopam skozi vsakodnevno življenje, ko naletim na stvari, jih opazim in si takrat vzamem trenutek in zavestno začutim hvaležnost. Naprimer, danes zjutraj sem vstal, naredil ogenj, zjutraj res uživam s kavico, ko prižgem ogenj in ga gledam, uživam v plamenih. Danes zjutraj sem ob ognju obsedel z varitom, gledala sva v plamene in klepetala. Zelo sem res hvaležen za te trenutke. Zato tudi vas vzpodbujam, da začutite to hvaležnost. In poglejte, če lahko ta občutek popeljete še globlje, kot pravi Art Kazar in poudarja, ponesite ta občutek še globlje. Čez nekaj trenutkov bom povabil Alkazarja in skupaj bomo, če želite, naredili meditacijo. Želel pa sem se na kratko dotakniti še ene stvari, to pa je kvantno polje. Za je ta koncept na začetku zelo kompliciran. In sam sem ugotovil, da ko Alkazar pravi, če res želiš vedeti, kaj je kvantno polje, se moraš pomakniti onkraj te pa pelje v tisti prostor, kjer ne moreš biti onkraj in ne moreš začutiti. Namen je torej sicer razumeti določene opise o kvantnem polju, jih ponotranjiti, ampak ne trudite se, da bi jih v osmislili. Sprejmite različne besede, različne stvari, potem pa poglejte, če lahko začutite in da se odprete razumevanju, ki pa ni v tolikšni meri razumevanje ampak to je razumevanje, ki prihaja k vam od vaše superzavesti. In potem kar naenkrat rečete, vem, kaj je kvantno polje. Torej nekaj besed o tem. Kvantno polje je le eno poimenovanje. Veliko je različnih besed, s katerimi opišemo vse to polje. Torej, nekateri temu pravijo polje, Greg Braden pravi polje, spet drugi temu rečejo vortex, nekateri temu rečejo vakuum, spet drugi duh ali Bog. To je ta ogromna stvar, ki ni stvar, ki je polna zavesti. Temu sicer rečem zavest, ampak v resnici čutim, da je to nekaj, kar presega celo zavest. In zato včasih uporabljamo besedo Bog ali duh. Ampak iz tega ogromnega polja prihaja vse. Z drugimi besedami lahko rečemo, da je vse znotraj kvantnega polja, znotraj te energije duha ali Boga. In fizična manifestacija, ki jo pa mi skušamo, je znotraj kvantnega polja. Kvantno polje je vse povsod. Celoten univerzum oziroma univerzumi so znotraj kvantnega polja. Ampak to ni nekaj tam nekje daleč, ampak je tukaj, okrog vas, znotraj vas, znotraj vaših celic, vse povsod. To je torej en aspekt kvantnega polja. In ko Alkazar govori o vaši superzavesti, ki obstaja v kvantnem polju, no, kje pa je vaša superzavest? Iz tega, kar sem ravnokar povedal, je vaša superzavest potem takem vse povsod. Kar vas res osupne, kako sploh človek lahko pomisli, da je pravi jaz, kot mu Alkazar reče superzavest, kako je sploh lahko vse povsod. In tu tega preprosto ne more razvozlati, tega ne more
vedeti, a vendar to lahko čutite. Ponuditi pa vam želim vizualizacijo, namreč, če je superzavest vaš resnični jaz, potem ima vaša superzavest zavedanje, ve, kaj se dogaja vse povsod. Vaša superzavest torej ve, kaj delajo vaši prijatelji. Vaša superzavest vam bo povedala, ko zazvoni telefon, to je moja mama recimo in vi točno veste. In dvignete telefon in rečete, mama živjo, ker je superzavest sporočila vašemu človeškemu delu, kliče vas mama, to se dogaja. In ker se vaša superzavest zaveda vsega, lahko vaša superzavest usmerja vašo človeškost iz razširjene perspektive. Pomembno pa je za nas, da poslušamo sporočila naše superzavesti. In ta sporočila, kot ste mnogi že slišali, prihajajo skozi našo intuicijo. Naša intuicija je naša superzavest, ki nam govori in poskuša usmerjati našo človeškost. In zato že več let Alcazar poudarja, poslušajte, sledite svoji intuiciji. In to je na začetku težko, kajti intuicija se pojavi kot blisk in je ni več. Zato je potrebna vaja in razumevanje. Če vam uspe zaupati in slediti svoji intuiciji, se zgodijo čudovite stvari. In zase lahko rečem, da ko se oziram na prejšnja leta, sem opazil, da ko sem sledil intuiciji, so se zgodile osupljive stvari, fantastične stvari. Srečo imam na nek način, da včasih je moje vodstvo od Alcazarja močnejše kot moja intuicija. In tako včasih, ko Alcazar želi podati svoje sporočilo, me strese ali pa je, kot da bi mi potrkal na glavo. Ampak, ko sem sledil tem različnim oblikam vodstva in usmeritve, so se mi dogajale čudovite stvari. In zato vas resnično želim spodbuditi, da zaupajte svoji intuiciji in ji še bolj sledite. Intuicija ne pride vedno kot nek glas, ki bi rekel, naredi to, naredi ono. Če je pri vas tako, imate veliko srečo. Zelo pogosto namreč, pri meni denimo, se pojavi kot občutek. Začutim, da moram nekaj narediti. Ali začutim, da želim nekaj povedati. Ali začutim, da moram nekam oditi. Nekateri pa so povedali, da pravzaprav vidijo kar besede. Nekdo mi je povedal, da je njegova intuicija sporočila pošilja torej tako, kot da bi nekdo tipkal besede v zrak. Vsak od nas je svojstven, edinstven. Raziskujte, bodite nekoliko bolj odprti za svojo intuicijo. Pravzaprav, prav zdaj, če vaš pravi jaz, vaša superzavest, ki se očitno vas, človeškega dela, zelo zaveda, prosite prav zdaj svojo superzavest. Prinesi mi še močnejšo intuicijo. Poišči način, kako bo moja človeškost lahko poslušala, zaznala ali preprosto vedela, kaj govori intuicija, ko prihaja skozi vašo superzavest. Michelle recimo pravi, da včasih vidi zapisane besede. To je fantastično, tudi jaz bi rad kdaj to doživel. Dobro, torej,
od superzavesti pa spet nazaj v kvantno polje. Nekaj zelo težko za da bi to doumel, namreč, da ni časa v kvantnem polju. So samo trenutki. Nassim Haramein, pa upam, da ga ne bom napačno citiral, pravi, da niti se ne bi lotil tega citata v preteklosti, da se ne zmotim in povem kaj, kar ni čisto točno. Torej, ker ni časa, kot ga mi poznamo, takega časa v kvantnem polju ni. Potem, na primer, ko meditirate ob posnetkih kot tale denimo, so posnetki pač preprosto posnetki, do katerih lahko pridete po elektronski poti. No, spet se mi vrača sem in tja kolcanje. Torej, ko se povežete s posnetkom, je energija, ki jo doživljate, torej to ni energija iz posnetka, ampak ta energija prihaja iz kvantnega polja, iz trenutka, ki ga vsi ustvarjamo skupaj. Ustvarjamo vsi skupaj namreč to energijsko polje. In to energijsko polje je trenutek tam v kvantnem polju. In ko spremljate posnetek in meditirate, ste prisotni, potem se povežete s tem trenutkom, s tem prostorom v kvantnem polju. In ta prostor se odziva na vas. In iz tega prostora lahko čutite energijo, ki jo ustvarjamo vsi skupaj, ko meditiramo skupaj in se povežemo. Prav zdaj preprosto čutim vse vas. Čutim to izjemno prisotnost, veliko prisotnost, ki se dogaja širom sveta. Margie pravi, da ne dobi slik, ampak kar naenkrat nekaj ve. Ja, tako je. Pri meni gre za vedenje, ki ga potem moj interpretira, da je treba nekaj narediti in tako naprej. Danes zjutraj sem šel na čudovit sprehod. Za tiste, ki še niste bili pri nas v našem domu Zvezdnih vrat, naj povem, da je naš dom ob poti nekaj korakov pod našim domom, pa je čudovito jezero, kamor se zjutraj rad odpravim na kratek sprehod, da se nadiham svežega zraka in začutim toplino sonca. In slišal sem, da če greš zgodaj zjutraj ven, sprejmeš sončne žarke, tudi če je oblačno, že samo to, da si zunaj na soncu, se s tem dejansko sprožijo procesi v telesu. In tako je to dejansko dober način, da se začnete poravnavati s svojim ritmom, ki vam pomaga tudi pri spanju. Ko sem slišal te informacije, sem si mislil, poskusiti velja. In opazil sem po zgodnjih jutranjih sprehodih, da je to res odlično, ko greste ven na sonce, začutite sonce, se ustvari občutek budnosti, prisotnosti. No, kakorkoli že, za trenutek me je malo odneslo. Ampak, kakorkoli, naj povem, da ko sem šel na sprehod do jezera, je bilo prečudovito. Veliko je bilo gosi in račk. Gosi so se pogovarjale in glasno gagale. Danes zjutraj pa je bila gora Šasta tako zelo bistra. Na vrhu gore imamo sneg
In zdaj je vrh gore že spet obdan z belino. Veliko snega se je sicer letos hitro stopilo, ampak zdaj je čudovito videti goro, popolnoma belo, s temnomodrim nebom, ki jo obdaja v žarkih jutranjega sonca. Gora Šasta je prečudovita energija. In ko sem gledal goro, sem čutil globoko hvaležnost. To je tisti trenutek zame, ko se zlahka povežem s hvaležnostjo. Ko gledam goro, jezero, gosi in račke, pa drevesa. In se čutim res blagoslovljenega. In v mislih me je prešinilo. Nekateri ljudje radi rečejo, da je Gora Šasta srčno središče Gaje, Zemlje. Spet drugi pravijo, da je korenska čakra. In to me malce pozabava, kajti veliko je stvari in krajev na tej zemlji, za katere se trdi, da so to srčne čakre. Veliko krajev na tem svetu vodi ljudi v razmislek o tem, za katero čakro gre. V resnici pa se lahko vprašamo, ali je sploh pomembno. Gre samo za to, da se vi uglasite svojo izkušnjo s temi različnimi kraji. In če čutite, da je tako ali tako, vse je okej. Ampak slišal sem že ljudi, ki so se prepirali o tem, kaj je v resnici srčna čakra. Pa pravijo, ne, nimaš prav, to je srčna čakra. No, spet sem odtaval, ampak tako deluje skačemo iz ene stvari v drugo. Kakorkoli že. Zelo sem hvaležen, da lahko prinesemo različne povezave dogajanja v tem trenutku zdaj. In pogosto se pojavijo različne povezave, pa ni nujno, da se te misli porodijo iz ampak pridejo iz superzavesti. In gre le za en hip hvaležnosti. Ko si vzamete trenutek za hvaležnost. Viktorija pravi, 2238 vas je. Oziroma 2233, 22 in 33 vas je, torej čarobna številka. Mislim, da bi prav zdaj bil čas za meditacijo. Vabim vas, da meditirate z menoj. Zaprite oči, kot lahko vidite, nas spremlja blažena Mati Marija, hvala Beverly. Vzemite si torej trenutek, sprostite se. Kot vedno vam svetujemo, da zaprete oči in jih imejte v času meditacije ves čas zaprte. Razlog, zakaj vas prosimo, da imejte oči zaprte oziroma vam to svetujemo, je, ker v času meditacije se energija znotraj vas gradi in narašča. Če odprete oči, gre fokus iz energije, ki dela z vami, torej vaš fokus se usmeri v tisto, kar vidi vaš kar se dogaja zunaj vas. In mehanizem in možganov je običajno bolj vpleten v tisto, kar vidite, bolj kot pa katerekoli druge inpute, ki jih dobivate iz drugih čutov. Če pa imate oči zaprte, mehanizem in možganov sedaj ima možnost, da se osredotoči na energijsko izkušnjo. Vašo sposobnost, da zaznate
energijo in ta sposobnost se še okrepi, kajti tu je naslednja pomembna raven, v katero gre če ne more nič videti. Z zaprtimi očmi torej nadaljujemo in ponovno vas vabimo, da upočasnite svoje dihanje in dihate malo počasneje in še malo globlje. In zdaj v sebi prosite za energije zemlje, energije Gaje, naj se dvignejo v vaše telo in vaše energijsko polje. In zdaj prosim vsakogar od vas, da nič več ne pišite v klepetalnico v teku meditacije, kajti prisotnost Alkazarja se že poraja. In tako preljubi vas pozdravljamo, sem Alkazar. In ko se povežete z energijami zemlje in povabite Gajo, naj vam prinese svojo energijo, naj vam pomaga, da ste prizemljeni v svojem telesu. Zdaj prosimo vsakogar od vas, naj povabi zavest zvezdnih vrat. To, čemu rečemo eterična zvezdna vrata, energija zvezdnih vrat. Prosite v sebi, naj se eterična zvezdna vrata spustijo in vas obdajo. Vizualizirajte, predstavljajte si, čutite, zaznajte, kako se zvezdna vrata energijsko oblikujejo okrog vas. Ta eterična zvezdna vrata se oblikujejo okrog vas. In zdaj v sebi prosite za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. Kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat širom sveta. In vaša zvezdna vrata bodo začela žarčiti zelo mehko in nežno energijo, ki vas obdaja. In sprostite se v to energijo. In zdaj prosite v sebi, samo da si dovolite pretok z energijami, ki jih ustvarjamo vsi skupaj v tej meditaciji. In tako zdaj prosite sebe, svojo človeškost in prosite svojo superzavest, naj vam pomaga pri tem pretoku, notranjem pretoku z energijami te meditacije. In sedaj bomo vibrirali vsa eterična zvezdna vrata hitreje in hitreje. Večinoma ta proces že poznate, zato bomo šli hitro. In ko vibriramo vaša eterična zvezdna vrata, prehajamo iz frekvenc tretje dimenzije skozi četrto v peto, pospešujemo vibracijo vaših eteričnih zvezdnih vrat še hitreje. To mi delamo za vas. Nič vam ni treba narediti. In ko še naprej vibriramo, se pomikamo v frekvence šeste dimenzije in se zdaj spajamo s frekvencami sedme dimenzije. To je vibracijski razpon sedme dimenzije in tu za nekaj trenutkov zaustavimo vsa zvezdna vrata in zdaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za močno energijsko polje sedme dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje sedme dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In čutite, mnogi od vas boste dejansko začutili in zaznali nežno spremembo energije okrog vas. In ne da bi karkoli naredili, nič ni treba narediti. Vaša energija, vaša vibracija se bo nežno dvignila in prišla v harmonijo in ravnovesje s frekvencami sedme dimenzije. Zelo dobro, nič ni treba narediti, to se zgodi samo po sebi. In zdaj ponovno
pospešujemo vibracijo hitreje in hitreje v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In že jih dvigujemo preko 8. v 9. skozi 10. v 11. in zelo hitro zdaj vstopamo v 12. dimenzijo, kjer ponovno prosimo vsa zvezdna vrata, naj se zaustavijo. In vsakdo od vas naj v sebi prosi za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko se preprosto samo sprostite v to polje, se počasi vaša vibracija, ko se še naprej dviga, poravna in vzpostavi stanje harmonije. Poravna se z energijami 12. dimenzije. Nič ni treba narediti, samo prisotni bodite. Zelo dobro. In v naslednjih nekaj trenutkih se še globlje sprostite v to energijsko polje 12. dimenzije. In kot ste mnogi že slišali te besede, smo vam že rekli, da v teh vibracijah 12. dimenzije je zelo preprosto in zlahka, da preusmerite svoj fokus in se začutite v tem vseobsegajočem kvantnem polju. Nič ni treba narediti, nič drugega kot le vaš namen, da ste v tem polju. Lahko si predstavljate, da ste tam nekje v vesolju, v univerzumu, ampak tam ni ne zvezd, ne planetov. To je samo ta neskončen vakuum, ta ogromna praznina, ki dejansko vključuje čisto vse. In spet to ni nekaj, kar zlahka razvozla in doume, ampak samo začutite, da ste v tem vseobsegajočem kvantnem polju. Kajti, ko to naredite, se povezujete s svojo superzavestjo na nekoliko drugačen način. In naj vas spomnimo, vedno ste povezani s svojo superzavestjo, ampak zavedanje človeškega jaza je v veliki meri vključen v to, kar dojemajo čuti. In zato spet in spet poudarjamo, dopustite si ta razvoj, prisluhnite in sledite svoji intuiciji. To je vaš širši, večji, višji jaz, ki vas vodi. In ko ste tukaj, v tem ogromnem kvantnem polju, vas bomo povabili, da povabite katerega koli vodnika ali vodnike, s katerimi se čutite povezani. Samo povabite jih v to polje, ki ga ustvarjamo skupaj, širom sveta. In tako, ko povabite svoje vodnike, prihajajo vaši vodniki in se vključujejo v to energijo vseh vodnikov, ki so jih povabili drugi. In že čutimo, kako se energija spreminja, kot ta čudovita bitja, dobronamerna bitja, širom univerzuma in mnogih različnih dimenzijskih realnosti. Vsi vnašajo svoje energije sem, da nas podprejo v tej meditaciji, v tem vašem trenutku zdaj. In tako se zdaj sprostite v to podporo. V preteklosti smo že nekaj povedali, kar bomo zdaj ponovili. Namreč, ko začnete z meditacijami zvezdnih vrat, pogosto zelo močno začutite energije, ko pridejo k vam. Ko pa se razvijete,
Se vam zdi, kot da energije, ki prihajajo k vam, postajajo vse šibkejše, občutek je drugačen. In točno to se dogaja, da vam na začetku pošljemo močnejše energije, ko pa se razvijate, je tisto, kar vam prinašamo, vse bolj prefinjeno. Prefinjeno je in tako želimo, oziroma bolje je, če rečemo, vas vabimo, da ste še bolj prefinjeno občutljivi za te energije. Zakaj? Vabimo vas namreč, da postanite bolj zavestni in pozorni na energije. Zakaj? Najbolj preprosta stvar je, da ko hodite skozi svoje vsakodnevno življenje, ne ko meditirate, ampak se bolj osredotočate na to, kar se okrog vas dogaja, ko razvijete svojo senzitivnost, vam lahko zelo pomaga pri tem, da se še bolj zavedate tega, kar se dogaja v vašem okolju. In tako vas vzpodbujamo, da naj bo vaša senzitivnost za energije še bolj prefinjena. In tako smo zdaj vsi povezani z vso to energijo vseh dobronamernih bitij. In vsakdo od nas se vključuje v to mehko energijsko polje. Zelo dobro. In ponovno vas bomo povabili, da se povežete z morfičnim poljem globalne skupnosti zvezdnih vrat Stargate. Vsakdo naj zdaj v sebi prosi za energijo morfičnega polja globalne skupnosti Stargate, naj zdaj pride k vam in samo čutite, ali lahko čutite to energijo, ali lahko čutite, kako energija zdaj prihaja k vam. V preteklosti smo to že opisali. Opisali smo morfično polje globalne skupnosti Stargate, ki jo ustvarjate vi. To je energija, ki vam vsakič, ko prosite za njo, ponudi pomoč, ko prosite za te energije. Samo sprostite se. Čudovito. V teh časih, ko k sebi povabite energije v meditaciji, to prinaša velike koristi. Kot smo že povedali, je to čas, da se zaustavimo in resetiramo realnost. To se dogaja v globalnem obsegu, kajti ugotovili boste, da bodo mnoga podjetja preprosto nehala obstajati. Spet druga pa boste videli, da so se razvila, ampak na zelo osebni ravni velja, da več kot lahko meditirate, bolj kot lahko cenite in začutite globoko hvaležnost, bolj kot dejansko lahko ustvarite stalno spremembo v svoji izkušnji. Potegnite k sebi v svoje življenje te energije globoke hvaležnosti in vaše življenje se vam bo spremenilo na nepredvidljive načine. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas,
ko držite v sebi te energije, ki prihajajo iz morfičnega polja zvezdnih vrat. Povabite jih, naj zdaj pridejo še malo močneje. In prosite jih, naj vam pomagajo pridobiti večno jasnost nove realnosti, ki jo ustvarjate prav zdaj. Te realnosti pa ne ustvarjate iz svojega uma, to realnost ustvarjate iz svoje vibracije, ko vibrirate na teh frekvencah v kvantnem polju in kvantno polje se odzove. In ko to naredite, ko ostanete v meditaciji z nami, ko pokličete vsa ta polja, naj povemo nekaj več o tem, kako se kvantno polje odzove. Kajti odziv ni vedno hipen. Energije, ki jih izžarevate sedaj, bodo doživele odziv morda takoj. Določeni drugi odzivi pa se bodo pojavili šele jutri, morda naslednji teden ali mesec ali celo naslednje leto. To je odvisno od tega, kako žarčite energije, ki se v tem trenutku in iz trenutka v trenutek žarčijo iz vas. V tej meditaciji, prav zdaj, vas vabimo, da začutite globoko hvaležnost. Vabimo vas, da energije hvaležnosti vnesete v to meditacijo. Osredotočite se na nekaj ali na nekoga, do kogar čutite globoko hvaležnost. Začutite jo. Začutite jo v svojem srcu. Začutite globoko hvaležnost, ki se vibrira okrog vašega fizičnega telesa. Samo predstavljajte si energijo globoke hvaležnosti v vašem srcu, potem pa iz srca previbrira vsako celico telesa. To ni nekaj, kar naredite. A če sledite našim besedam, če energijo osredotočite v svoje srce in potem preprosto prosite srce, naj te energije žarči v vsako celico, se to zgodi. Vaše srce se odzove. Ni se vam treba truditi to razumeti v umu. Ni treba ničesar posiljevati v umu. In tako preljubljeni začutite globoko hvaležnost. In mi, skupina Alcazar, čutimo hvaležnost do čisto vsakogar od vas, ki sodelujete v tem trenutku zdaj. Kajti naša namera je, da pomagamo človeštvu priti na popolnoma novo raven obstoja, da se boste lahko pridružili številnim univerzalnim družinam širom vašega univerzuma. Dobronamerna bitja čakajo človeštvo, da se bo pridružilo temu ogromnemu sodelovanju v univerzumu. Čakamo na vas, vi pa pomagate
pri tej preobrazbi prav zdaj. Mi smo Alkazar, ljubimo vas in vas blagoslavljamo, častimo vsakogar od vas in kmalu se vam bomo spet oglasili. In tako počasi, brez hitenja, svoj fokus spet usmerite v svoj prostor. In za tiste, ki morda tega niste slišali, naj ponovim, da med meditacijo prosimo, da ne tipkate v klepetalnico, naj gre ves vaš fokus v meditacijo. Za tiste, ki ste se nam pridružili malo kasneje, naj ponovim, da spodaj na ekranu lahko vidite kvadratek, kjer piše Make space for deep gratitude. Naredimo prostor za globoko hvaležnost, kar je posnetek iz delavnice intenziva čez novo leto. Če kliknete na to povezavo, boste prišli na stran, kjer se lahko vpišete in sprejmete to darilo za vas. Kajti globoka hvaležnost je zelo pomembna in upam, da boste imeli malo več časa v teh časih relativne izoliranosti, malo več časa za meditiranje. Doslej tega še nisem vprašal, ampak vseeno me zanima, če je morda kdo iz skupnosti Zvezdnih vrat izkusil trenutni virus COVID-19. Zanima me samo, če ga je kdo izkusil. Naj vas še enkrat spomnim, še posebej, če ste zjutraj oziroma na začetku tega webinarja nekaj minut zamudili, da vam še enkrat povem, da je Izabel Benarus v včerajšnjem webinarju odlično razložila, kako lahko spremenimo naš način življenja z razumevanjem, kaj pravzaprav so vsi ti različni virusi gripe in kako lahko spremembo stila življenja preprečimo, da bi dobili katerikoli virus gripe. In njena razlaga je bila fascinantna. In kot sem že prej povedal, naj ponovim, ker je ta webinar tako krasen in zaradi radodarnosti Izabel, bo zdaj ta webinar na voljo, še posebej, če se trenutno soočate s finančnimi omejitvami, je torej posnetek na voljo le za $10. Zdaj je nekdo napisal, da je dostop trenutno omejen, da ni mogoč. Naj vas nič ne skrbi. Pogovoril sem bom namreč z Ashley, da bo to uredila. Kajti v zadnjem hipu smo vam poskušali ta link omogočiti, pa vas je zdaj kar nekaj, ki vam ta povezava nagaja. To bomo razrešili in potem boste lahko uspešno z dostopom dobili link preko Facebooka, preko naše skupine Stargate Academy. No, zagotovo bo to na voljo v kratkem za vse. Veliko ljubezni torej. Ni vam treba še naprej pisati, da link ne deluje. Spet nekateri drugi pa pravite, da deluje. No, naj ponovim, naj vas nič ne skrbi, dostop bo na voljo takoj, ko bo mogoče. Občasno se mi bo v teh kratkih javljanjih pridružila tudi Julianne. Moj načrt je, da se vam javim, če se le da vsak dan. Občasno sem in tja bom
kakšen dan opustil. V nedeljo imamo recimo webinar, kako se razcveteti v času negotovosti. Tudi to bo šlo v svet in vabljeni seveda, da se prijavite, bodite z nami. Na naši spletni strani stargateexperience.com dobite link do tega webinarja in če kliknete na kvadratek online, ne vem točno, kaj potem sledi, ampak pod online boste našli te povezave, vse te linke. Zdaj pa je čas, da se poslovim. Vse vas imam rad, hvala, da ste bili z nami. Jutri pričakujem, da se vam bom lahko spet javil. Če se vam zdi, da je za vaše prijatelje tole primerno, jim lahko pošljete to povezavo. Bodite na varnem, zdravi, radostni in v globoki hvaležnosti. Adijo.